Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Zadnji meter. Danes je po moji družbi Klara Iva Kukovičič, TV voditeljica na prireditvah, pisateljica. Kaj več pa sama povej, tako da te malo spoznamo. Živjo, Darko tukaj. Vem, kako je živeti z omejitvami. In vem tudi, da finančna svoboda ni privilegij, je pravica. Ko sem bil profesionalni športnik, sem se naučil eno stvar. Dober načrt je vse in enako velja za tvoj denar. Varčevanje v plemenitih kovinah ni samo za bogate. Že s 25 evri mesečno lahko začneš graditi svojo finančno varnost. Ne čakaj na popoln trenutek. Tvoja prihodnost je tvoja odločitev. Več o ponudbi preveri na povezavi spodaj. Jaz sem mislila, da me boš ti predstavil. Ne, sej dobro si opisal, ja. Primarno TV in radijska voditeljica, RTV-jevka po duši, pisateljica z napisano eno knjigo, ampak druga se piše, tako da delamo na tem. Vodja govorniške ekipe TEDx Ljubljana, to bi mogoče še izpostavila. Drugače pa strastna ljubiteljica srčnosti, dobrih idej, življenja. To je tudi en tak aspekt, ki me opiše. Se mi zdi, da se vedno vsi vtaknemo v to, kaj smo po poklicu, ne pa kdo smo kot osebe. Tako da dajmo še to dodati. Tako je bolj pomembno, kakšen človek si. Kaj te je v bistvu potegnilo to na odre, na radio, na televizijo? Po mojem, moj karakter, že v osnovni pa srednji šoli, veš, sem bila bila sem taka tipična pridna punčka. To pomeni, sem imela dobre ocene, petke, pa hodila sem na tekmovanja, pa tisoče krožkov, od glasbene šole, nekega gledališča, plesne vaje, razni športi. Tako zelo aktivno sem preživljala svoj čas. Kar me je pripeljalo potem v srednji šoli do odločitve, kam pa zdaj naprej. Ne, vedela sem, da nočem iti na neko to klasične odločitve a la medicina, ekonomija in podobno. Ker se mi zdi, da potem si tako zdravnik in ne moreš početi drugih stvari zraven, čeprav zdaj novodobni zdravniki dokazujejo, da si lahko tudi voditelj in zdravnik in še kaj zraven, ne. Ampak jaz sem rekla, bom izbrala nekaj takega, kar mi karakterno paše. Ful sem si želela iti študirati matematiko, finančno matematiko, ker imam rada številke pa statistiko. To mi je vedno bilo zelo všeč. Ampak sem se odločila, da to karakterno mogoče ni najboljše zame. In sem se vpisala na filozofsko fakulteto, študij prevajalstva. In to je bila po mojem ena boljših odločitev v mojem življenju, ker sem hodila na faks, ki mi je omogočil, da se razvijam intelektualno oziroma da se izobražujem na nekem strokovnem področju, da ful spoznavam ene kulture, zgodovine, umetnosti, ker te je faks prisilil, da si ves čas bral. Mi smo mogli ogromno enih knjig prebrati, ogromno smo mogli se naučiti o politiki, zgodovini raznih držav, ne. Glede na to, da sem študirala torej slovenščina, angleščina, nemščina je jezikovna smer, ki sem jo izbrala. Tako da smo vsa ta tri družbena področja nekako pokrili. Obenem sem pa imela še vedno dovolj svobode, da sem hodila še vedno na vse te svoje krožke. Od glasbene šole, v času faksa sem hodila na solo petje. Tako da sem dokončala višjo glasbeno šolo iz solo petja. Istočasno sem imela še svoj band, pa tisoče drugih aktivnosti. Tako da jaz mislim, da če ne bi bila karakterno takšna, kot sem, pa če ne bi vedno poslušala tega instinkta, da je mogoče bolj pomembno, kaj si želim, kot pa kaj je prav, da opišem, danes ne bi bila tukaj, kjer sem. A pa je kdaj ta konflikt notranji, da pride, ko te bombardirajo vsi s tem, kaj je prav, kaj bi mogli, kakšni so ideali, pa na koncu se odločiš za svojo pot, dvomi obstajajo, ampak na koncu nagrada? Veš, kaj je en komentar, ki ga res ogromnokrat dobim? Pa menda ne boš celo življenje voditeljica. Pa tebe je škoda za to. To je res tak komentar, ki ga dobim po mojem enkrat na 3 mesece, enkrat na kvartal. In sem tako, okej, kljukica, za te 3 mesece smo dobri, gremo dalje. Zaradi tega, ker imajo ljudje določene stereotipe, prepričanje o tem, kaj ti neka profesionalna ali pa poklicna pot prinese. In kakšen ti kot oseba si ali pa moraš biti, da pašeš
noter v ta stereotip. Radi predalčkamo ljudi, ne? Saj je čisto logično, zaradi tega, da si lažje interpretiramo delovanje družbe. Ampak to meni veliko pove o tem, kako ljudje vidijo poklic voditeljice. Tudi zaradi tega, ker je dandanes po eni strani lahko biti voditeljica, vsaka, ne bom pretiravala, ampak marsikatera influencerka oziroma vplivnica ima danes že ali svoj podcast ali svojo televizijsko, radijsko oddajo in kar naenkrat se ta nivo komunikacije znižuje v raznoraznih medijih. In zaradi tega je to pričakovanje ali pa ta projekcija, družbena projekcija tega, kdo ti kot voditelj si, v resnici je standard zelo nizki. Nihče več ne pomisli v besedi voditeljica ali pa redki pomislijo na, ne vem, legendarne, recimo Mišo Molk, Bernardo Žarn in podobne, ki so pa res spretne pri tem, kaj delajo. Darko Đurić, ne. Včasih, ja. Ja, no, nekje je treba začeti. Ampak tako, in se mi zdi, da so ta pričakovanja družbe velikokrat uperjena proti temu, kar si jaz želim. Sploh s strani bolj izkušenih ljudi, ki mogoče prepoznajo potencial v meni tudi na kakšnem drugem področju. In vem, da vedno mislijo samo dobronamerno, ne? In si samo želijo, da ne vržem nekih svojih talentov proč ali pa da jih ne razvijem v vsej polnosti. Ampak po drugi strani pa a ni bolj pomembno to, da smo srečni in da res počnemo v življenju to, kar nam je fajn. Ja, meni se zdi ful arogantno, da ti nekomu rečeš, a boš to celo življenje počel ali pa jaz mislim, da v nekaj vem, kar ti ne veš in zdaj imam jaz bolj prav kot ti, a ne. In zakaj ne bi rekel, okej, rečeš, bom voditeljica, okej, what's your plan, a ne. Kako boš to dosegla? A ti lahko pomagam na tej poti? Ja, saj veš, kako je. Mlada sem, ženska sem in pri svojem delu se velikokrat srečam z takšnimi in drugačnimi profili ljudmi, ki radi vzpostavljajo neko avtoriteto. Ne? Sploh na račun moje starosti in na račun mojega spola. Ampak se pač sam temu ne daš. Razviješ časoma trdo kožo na takšne in drugačne pripombe. Se to ni edina, to ni edina stvar, v katero se ljudje, ki te ne poznajo, vtaknejo ali pa vpičijo. Se potem so pa še drugi komentarji, ki so vezani na tvoj videz, na tvojo profesionalnost, na tvoj karakter, na tvoj temperament. Saj nikomur ne moreš pasati 100%. In ljudje, ki imajo to težnjo, da svoj ego filajo na ta način, da druge tlačijo dol, bojo vedno prišli do besede oziroma bojo vedno izrazili to svojo stisko, ne. Ampak saj veš, kak je. Razviti moraš trdo kožo in biti notranje stabilen, da ti to ne pride do živega. In se mi zdi, da zaenkrat mi gre to kar v redu. So slaba in dobra območja oziroma ne območja, obdobja, hvala. Ampak v povprečju bi rekla, da sem nekje na pozitivi. Ko si prišla v bistvu do te trde kože? Te je kdaj tako potrla, recimo, ko si šla po tej poti, da bi rekla, da bom odnehala, dosti imam? Kurjo polt sem dobila, ker se vedno sprašujem, koliko zelo osebno iti na takšnih pogovorih, veš. Ampak glede na to, da sva prijatelja, bi lahko rekla, da sva prijatelja, si bom predstavljala, da se pogovarjava nekje na kavi. In bom malo bolj osebna. Jaz sem trdo kožo začela razvijati že v osnovni šoli, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar samodejno začnemo delati ljudje, ki smo v nekem aspektu drugačni. Jaz sem bila v osnovni šoli drugačna predvsem po tem, da sem imela oranžkaste lase in pegice in sem bila ginger, ne, to je bil moj vzdevek, ki me je spremljal celo osnovno šolo. Je bilo to žaljiv Ja, vzdevek? to je bilo v času South Parka, ko je prišla cela neka tista kolobocija, je bila ginger kids have light skin and freckles, they have no souls. A veš, takrat v tistem obdobju se je začel ta stereotip oziroma se je malo bolj govorilo o tem, da rdečelasci nimamo duše. Še vedno ne vem, s čim ima to opravka. Kakorkoli, že v srednji šoli sem nekako bila deležna teh komentarjev, ampak po mojem smo vsi bili. Veš, tako, ko se pogovarjam z ljudmi,
Saj vsak je imel v osnovni šoli neko zbadljivko ali pa vsak je v osnovni šoli naletel na neke te besede, ki so se te dotaknile in so te bolele. No, in jaz nisem bila nič drugačna, ne, kar se tega tiče. Tako da že v osnovni šoli nekako začneš postavljati ta nek ščit, ampak ne kot distanco od ljudi, ampak trdo kožo. In vidiš, da to več pove o ljudeh kot o tebi, ki govorijo te žaljivke na nek način. In potem se je to samo stopnjevalo, ne. Vedno, ko sem bila v taki situaciji, da sem prišla da sem začutila sama pri sebi te neke negativne misli, čustva, sem se usedla za dnevnik, probala vse to zapisati in predelati in se pomiriti, da ni problem v meni, ampak v drugih, ampak saj veš, kako je, ne ratuje ti vedno. Sploh zaradi tega, ker sem recimo tudi imela dosti časa težave s težo oziroma s samopodobo. Televizijske voditeljice so bile vedno percipirane, videne kot vitke, zelo suhe, zelo postavne. In jaz se spomnim, ko je bil ena opazka, ki ni bila nič slabega, mi ni želela ta oseba reči, ampak bila je, ti si pa tam bolj nisi tako XS kot voditeljica. In jaz sem bila tako, ja. In mene je ta komentar, da mi je nekdo rekel, ti pa nosiš bolj M velikost, ne, ali pa S. Mene je to toliko zabolelo, da jaz sem se še mesece in mesece potem spraševala, a sem jaz sploh dosti lepa za na televizijo. Mislim, pa s čim se jaz ukvarjam? Z lepoto, ne? In spet pridemo tudi do tistih stereotipov, kakšne naj bi bile voditeljice, ne. Danes sem rada urejena, rada skrbim za svoje telo, za zdravje, ampak nikakor ne samo zaradi tega, da bom na televiziji lepa, ne. Mislim, da so druge kvalitete, ki te odlikujejo pri svojem delu. Tako da bolj kot si izpostavljen tem nekim negativnim komentarjem ali pa bolj kot si mogoče tudi občutljiv kot oseba, bolj je pomembno, da razvijaš to trdo kožo. Tako, in mislim, da sem jo razvila zgolj in s tem, da sem bila izpostavljena takšnim in drugačnim komentarjem in da sem jih znala sama pri sebi predelati. S pomočjo pisanja dnevnika, hodila sem lep čas tudi na psihoterapijo zaradi tega in mislim, da sem povsem druga oseba, kot sem bila recimo pred 10 leti. Pa dobro, mislim, moramo biti vsi druge osebe, a ne nadgrajene osebe, kako se temu reče. Ampak pol si se v bistvu zelo našla v govorništvu oziroma tudi treniraš ekipe govorniške, TEDx, tukaj so tudi nekaj sodelovala malega, a ne. Kaj ti je v bistvu tista strast pri tem, da ljudem pomagaš? Ti si zelo profesionalna, kar sem jaz sodeloval s tabo, a ne, si na zelo visokem nivoju želiš delati stvari in to dajati naprej. Kaj te v bistvu pa res pritegne pri tem, da to deliš z drugimi? Pa jaz sem tak utopični romantik, ki verjame, da lahko vsak naredi družbo boljšo. In jaz mislim, da zgolj iz tega razloga učim govornike in jih pripravljam na nastope, ker se mi zdi, da če jaz nekaj znam in sem v nečem dobra in če imam obenem tudi to ljubezen, da pomagam drugim ljudem, zakaj pa ne bi. Tako res ni enega argumenta, ki bi rekel, to je pa škoda tvojega časa ali pa tvoje energije. Ja, sej dobim tudi te komentarje na pa to je brezplačno, pa to ti gre ful enega časa. Ja, ampak jaz se dobro počutim, na koncu dneva nekomu pomagam, da razvije neke svoje veščine, da nekaj doseže, da je zadovoljen sam s sabo. In če bi vsak imel malo več te notranje motivacije, se mi zdi, da bi kot družba ful lepše shajali skupaj. To je glavni razlog, zakaj to počnem. Ni vse v denarju? Ne, sigurno ne. Sigurno ne. Malo je v denarju. Čeprav ga rada zapravljam. Vsi po mojem. Ne, ampak nikakor ni. Denar je samo sredstvo, ki, kako sem enkrat prebrala, da je denar kot nekak lubrikant, ki ti pomaga, da greš bolj gladko skozi življenje, ne. Ja, ne, obstaja, mislim, da se tudi z manj denarja, ampak ne moramo stvari početi, ne more biti denar glavni motivator za karkoli. Nagrada za uspeh. Kvalitetno delo. Ne vem, jaz se ne najdem v tem, da je denar nagrada za uspeh. Meni je res
večja nagrada mi je zadovoljstvo sočloveka. To mi ful več pomeni. Zadovoljstvo sočloveka in svoje osebno zadovoljstvo. Ja. Wow. Ne, sej, v bistvu, tako se mi zdi, da na neke točke si zelo fokusiran na denar, ne, ker moraš pač preživeti, pa neke svoje osnovne potrebe zadovoljiti, da normalno funkcioniraš. In pol, ko to zadovoljiš, pa res začneš v spredje postavljati zadovoljstvo, se pravi tisti dodano vrednost, ki jo ustvarjaš. A ne? Ja. Saj ne me narobe razumeti. Kot SP-jevka, ne, torej delujem kot samostojna podjetnica, moram itak zelo natančno in skrbno voditi svoje račune in svoje finance, kar mi je v resnici v veliko veselje. In res spremljati, kako bom si nekako razporedila svoje projekte in svoje finance, ker vsakomesečno pridejo razni izdatki in stroški, povezani samo s tem, da pač imaš možnost delati. In se mi zdi, da če kar nekako nimaš te strukture in nimaš zdravega odnosa do denarja, težko sploh preživiš kot SP-jevc in težko si pomerjen glede tega. Včasih me kakšna kolegica vpraša, pa se nič ne sekiraš, kak boš čez 1 mesec, 2 meseca, kaj pa če ne bo projektov. Ja, pa sej, ne, se navadiš na ta tempo, oziroma si tudi čez čas gradiš po eni strani nek renome, oziroma si, recimo jaz konkretno sem običajno pobukirana za več mesecev naprej in že danes, ko snemava, vem, kaj bom počela čez 3 mesece na današnji dan, oziroma ne vem, danes sva 3. v mesecu, ne, že vem, kaj bom počela recimo takrat. Po drugi strani pa se tudi naučiš z leti, da si pripraviš neko to zalogo, če slučajno kak mesec ni nič za delati. Zimnico, ja, tako, ne, za zimsko spanje ali pa oziroma poletno za tiste, spanje. ki na projektih, ko predavaš ali pa vodiš prireditve, verjetno poletnica, a ne? Poleti ni nič poletnica, dela. ja. Mene je to zelo izučilo, lani poleti, oziroma ko sem ugotovil, da je fajn imeti zalogo in ko ugotoviš, da nimaš nič projektov in Da si daješ na stran. je res ta stres je kar hud, no, ker je boljše, ko če veš, da si varen, a ne. Kako pa zdaj to rešuješ? A si mesečno potem daješ na stran denar? Ja, v bistvu zdaj si že malo vem, koliko bom v celem letu mogoče, a ne, v nekem razponu zaslužil. In sem si pač odhodke glede na prejšnje leta malo izračunal, koliko jih imam, kateri so tisti potrebni, kateri so dosti nepotrebni, a ne, in vem, da v celem letu imam dovolj, a ne. Kar je zdaj ekstra pa plus, okej, super, a ne. Ni več impulzivnih nakupov, to sem pač Bravo. se začel držati pravila, da ko me nekaj zelo žuli, ne. Ampak se mi zdi, da v preteklosti sem dosti kakšne druge svoje manke, a ne, s temi nekimi butastimi impulzivnimi nakupi ali pa zapravljanji. Na čem si zapravljal denar? Jaz sem bil ful na elektronskih zadevah, od zvočnikov, slušalk, pa sem pa imel 5 slušalk doma, ki sem eno uporabljal, pa sem rekel, zakaj sem tle toliko zapravil, a ne, in se mi zdi, da kar nekaj imaš nek drive, ko neke tiste reklame gledaš, no, to sem pač, ko se začneš zavedati, da se pa lahko pohvalim, da sem zdaj homeowner oziroma lastnik stanovanja in to pol te res začne, imaš kredit, a ne. Ni denarja za 5 slušalk, ne? Ne, da ga ni, ampak dejansko začneš drugače gledati na prihodke, a ne, ko včasih mogoče, ko imaš manj odgovornosti do tega, ko se pa začneš zavedati, da si pač imaš odgovornost tudi do banke, a ne, ki ti je dala posojilo, do tega, da si ustvarjaš nek dom, v katerem ne želiš glih zdaj ta prvih 2 mesecih, ko boš krizo imel, ven iti, zato ker te bojo deložirali, a ne, in po mojem ta odgovornost ful zraste s tem. Ja, jaz sem opazila, da mi ful pomaga pri teh impulzivnih nakupih, oziroma da se temu izognem, pač sam telefon moram dati stran, ker saj večino stvari kupim prek telefona in sem opazila, da oziroma ful se probam aktivno ukvarjati s tem, da nisem na telefonu. Recimo zjutraj se zelo trudim imeti to jutranjo rutino, kar pomeni, da do, ne vem, prve 2 uri, ko se zbudim, da nimam telefona, čeprav je včasih to nemogoče, včasih po 1 uri
telefon. Saj večinoma službene zadeve ali pa neke stvari, ki so vezane na projekte, ne vem, Instagram in Facebook in ostala družbena omrežja, ampak to, da nisem na telefonu, to me ful rešuje pred impulzivnostjo. Ja, ogromno je impulzov, ki ti dajejo občutek, da nekaj rabiš. Tako. Ja, da nekaj rabiš, pa naj bo to ali nove slušalke, nova oblačila, botoks, nohti, mislim, to gre v nedogled, ne, res. In pa sam ugotavljaš, česa vse nimaš, namesto da bi se ustavil in rekel, kaj vse pa imam, Ja, ne. jaz na srečo nimam z botoksom težav. Jaz tudi ne. Me pa včasih prime, da bi nove noge kupil. To si ne predstavljam. Viš, to pa mene, ne? S tem pa jaz nimam težav. Novih nog pa ne gledam. Ne? Ne. To je redu. Ne. Gledam nove čevlje. Priznam, da sem tudi tu pa tam se že spogledala, kaj pa, če bi jaz tu šla na botoks, ne? Ampak to je toliko proti meni, da res ne bi mogla tega narediti, samo zaradi tega, ker je to kar nek standard postal. Ampak vprašaj me spet čez 10 let, mogoče si premislim. Če te bom prepoznal. Šala. Šla si čez to, ja, da si mogla postaviti samo sebe v nek kontekst, ne, se pravi, da se tudi boriš z zunanjimi vplivi, ženska, mlada v show biznisu, kjer je ogromno nekih zahtev in pričakovanj, ne. In tudi rekla si, ti lepotni standardi, in danes res je ratal velik problem, in to lahko rečemo, da problem, da mlade punce, da bi ustrezale nekim standardom, si uničujejo telesa s tem. Jaz sem pač zelo konzervativen glede tega, tako da ti pri 18 ali pa 19 letih spremeniš svoje telo samo zato, da ustrezaš nekim standardom nekoga, ki ga niti ne poznaš osebno, ali pa da te nekdo hoče spreminjati, da te bo sprejel, a ne. Mene to bolano, no, mislim, in da se tudi zdravje s tem riskira. Zdaj je bilo, ne vem, en primer tam na Dunaju, ena klinika v Airbnb ali kaj stanovanju, in to lahko pride do res hudih težav, ne. Ampak kaj bi svetovala puncam, da se postavijo tako, da rečejo, ne, jaz sem dovolj lepa, jaz sem dovolj v redu, ne rabim botoksa, ne rabim se spreminjati, da bom drugim ustrezala. Jaz dvomim, da karkoli bom jaz rekla, ne bom imel takšne teže, kot jo recimo ima nek pogovor s strokovnjakom, ker to jaz mislim, da je težava, ki presega neke osebne bolečine ali pa neko osebno zdravje posameznika. Jaz mislim, da tukaj govorimo že o neki kolektivni bolezni celotne družbe, ki je po eni strani preveč obsedena z lepoto in z nekimi standardi, kaj naj bi bil, kdo naj bi bil. Jaz sem prvi make-up, prvič, da sem se začela mazati z ličili, je bil 2. letnik faksa. Jaz v srednji šoli sem namazana na svojem maturantskem plesu, pa mogoče še na kaki plesni predstavi, to ja. Za kakšen nastop sem si trepalnice namazala, pa to je danes, to delajo otroci v osnovni šoli. Ne? In jaz si ne predstavljam, kako je, da ti odraščaš že s tem občutkom, da si že v osnovni šoli izpostavljen takšnim pritiskom po nekih lepotnih idealih. A si to res želimo kot družba? Mislim, jaz, če bi imela zdaj hčerko, sploh ne vem, kako bi jo vzgajala v tej družbi. Mislim, ker razumeš po eni strani, da je ne moreš izolirati od te celotne situacije, po drugi strani si posebno ne želiš, da je izpostavljena takšnim, po eni strani pritiskom, po drugi strani nerealnim pričakovanjem, po tretjim pa neumnostim. Vse to so neumnosti, da posegamo v svoje telo pri takšni starosti. Ne vem, no. Vse mlade punce, ki mogoče poslušajo zdaj ta podcast, predvsem bi rekla, da naj si začnejo postavljati svoje dolgoročne vrednote. Eno je, če je nek trend muha enodnevnica, drugo pa je, kaj je na dolgi rok res pomembno.
A je to, da si ti daš pri 15, 14 letih umetne trepalnice, a bo to res vplivalo dolgoročno na tvojo srečo? Ali bo mogoče bolj vplivalo na to, da prebereš kakšno fajn knjigo? Mislim, da s knjigo Ne? jih boš ful motivirala. Ja, saj vem. Povprečje, ne? Ena knjiga na leto pri Slovencih. Res? Meni je to, ja, Veš, ja. koliko jih pa izide na leto v Sloveniji? Nekaj 100 ali smo že pri 1000? Med 4 in 6 tisoč na leto. 6000. Knjig izide. Pa kdo to bere? Ne, saj Je- sva oba napisala knjigo. Ja, ja. Mislim, žalostno. Ne, meni je ena zanimiva izkušnja bila, ko je ena hčerka od ene prijateljice, ko sem bral, pa mi je rekla, da sem beden, a ne. Bila je pa glih 12 ali koliko stara, a ne. Pa sem rekel, ne, a si me kdaj slišala na televiziji govoriti? Sem rekel, zato ker sem v tvojih letih jaz po 30 knjig na leto prebral, a ne. Beden si. A ne, in me je takrat malo roastala. Sem rekel, kaj greva stavek, kdo več knjig prebere v roku 2-3 mesecev, nekaj takega. Pa me kliče čez 3 mesece, koliko knjig si prebral? Sladoled si mi dolžen, a ne. In je šla brat, A, res? zato ker je to pol potegnila, ne. Bravo. Ja, premalo beremo. Mislim, jaz premalo berem. Vsi premalo beremo. Mislim, ne poznam človeka, ki bi rekla, ta pa res veliko bere. Se mi zdi, da se veš, ne, prek knjig se mi učimo tudi empatije, tudi spoznavamo različne kulture, svetove. Saj ni čudno, da se ne znamo po eni strani pogovarjati, po drugi strani, da zgubljamo to neko empatijo na kolektivni ravni, da ne znamo več biti socialni, če pa ne beremo. V enem prejšnji epizodi je bila tudi Petra Škarja. Petra, ja. Ja, in je rekla, da kaj te knjiga dejansko res nauči, a ne, da, tako kot si rekla, empatija, oziroma se znaš postaviti v kožo drugega človeka. Sem pa jaz pri sebi recimo opazil, da v zadnjih letih dejansko 15-20 minut lahko berem, pol mi pa fokus zmanjka. Vem. In ko sem se štopal, sem dal telefon takole dol in sem pač bral, in ko sem nehal, ko mi je začelo uhajati, ko mi je roka avtomatično na telefon šla, sem pogledal na uro, vedno je bilo tam med 15 in 20 minut. A ni to Včasih grozno? sem pa lahko 2, 3, 4 ure skupaj bral. Mislim, razumem te, ker imam jaz isto težavo. Jaz imam to rutino, poskušam vzdrževati, da zjutraj berem, ne? Ko sem prej govorila o tem, da nisem na telefonu. Branje je ena tistih komponent, ki jih hočem, želim zjutraj imeti, ker zvečer sem jaz out, jaz sem bolj jutranji ptič in mi paše zjutraj se posvetiti tudi sebi. Tudi skozi branje, ampak to je grozen. 20 minut gre, pol ure gre, pa bi pa tudi jaz že telefon, ne? Oziroma dalje, kavo. Zgubljamo fokus. Zgubljamo. Tudi zaradi družbenih omrežij, si predstavljam. Nekje je bilo dokazano, da imamo danes nižji focus span, oziroma ta, se to slovensko reče, kot zlata ribica. Se pravi, če ti rečeš, da ima spomin kot zlata ribica, je to že kompliment danes. En dober oglas je obstajal, ena Kitajka je imela, ki je samo takole cune, ki jih je prodajala, so se ji tako pripeljale po traku, jih je takole pokazala in vrgla 3 sekunde max na en kos oblačila in mislim, da v enem tednu naredila 60 milijonov ali nekaj takega. Sicer na kitajskem trgu, no, ampak in pol so bile raziskave, ja, zakaj, a ne, in ta prvi 3-sekundni huk in pol naprej folk že nova stvar zanimala, a ne. Tako da ja, naša pozornost je res nizka in knjige ti sigurno dajo umirjenost. Ja, tudi pogovor. To. Ampak tisti prisoten pogovor. Ne? Kaj? Aj, ne, hica se. Nič, never mind, zaključila sva. Saj to so vsi načini, ne, kako trenirati svoj fokus. Ker recimo pri najinem delu ali pa pri voditeljskem delu pa res rabiš fokus. Ne, ti kot voditelj moraš spremljati po eni strani odgovor sogovornika, moraš se pripravljati že na naslednje vprašanje, sploh če imaš oddaje krajšega formata, po tretji strani moraš imeti nekje v ozadju občutek za čas, za kamere, kje stojijo, kako so postavljene. In to zahteva ogromno ene koncentracije. Isto je recimo na velikih dogodkih.
Jaz imam recimo, ko zaključim kak večji projekt ali pa kak večji dogodek, ko govorim o večjih, govorim 500 plus obiskovalcev oziroma gledalcev, gledalk, se mi zdi, da imam pol prav to potrebo, da sam globoko izdihnem v zrak in v sekundi nisem več v fokusu, ne morem več imeti fokusa. Recimo manj ga lahko 2, 3 ure, 4 ure, potem na neki točki pa ne gre več. Se mi zdi, da te to tako psihično utrudi, ne, zaradi tega smo po kakih daljših nastopih, saj ti si verjetno tudi, ne, po kakem nastopu potem prav utrujen, tako prav fizično utrujenost občutimo in to je glih zaradi tega. Meni najbolj pomaga proti temu oziroma proti tem se najbolj borim ali pa to neko vzdržljivost in koncentracijo najboljš treniram s tekom. Jaz sem se navadila teči daljše razdalje, uro in več, torej 10 kilometrov plus, ravno zaradi tega, ker prvo kot prvo sem takrat brez dražljajev, pač ne morem biti na telefonu pa teči, če hodim, sem lahko, na žalost. Drugo kot drugo se mi zdi, da se potem navadiš na neki srčni utrip, ki ga lahko občutiš tudi na odru, ne, ta trema ali pa to neko vznemirjenje, povišan srčni utrip na odru ni nič drugačnega od povišanega srčnega utripa med tekom, bije hitreje, sam navaditi se moraš na to nelagodje in če to nelagodje sprejmeš med tekom, je na odru trema, vsaj po mojih laičnih izkušnjah, ful manjša. In tretja stvar je, res ohranjaš ta fokus, ne. Tako da meni to blazno pomaga pri iskanju koncentracije. Branje ja, pogovarjanje tudi, to, da imaš telefon nekje na strani, čeprav sem prepričana, da zdaj, ko se bova nehala pogovarjati, da bova šla vsak po svoj telefon pa pogledala, koliko mailov naju je pričakalo, ne. Ja, upam, da ne, no. Jaz tudi upam, da ne, da bova še kako kavo spila. No, ampak tek je pa res tako, se mi zdi, da aktivno delo na ohranjanju koncentracije. To je ta flow state. Ne vem, če si kaj bral o tem. Jaz sem imela kar zdaj eno tako obdobje, pol leta se mi zdi, da sem se ukvarjala s tem, da sem iskala to stanje oziroma da sem brala, razmišljala, poslušala veliko o tem stanju flowa, v katerem ti nekako izgubiš občutek za čas, ker ti je toliko fajn in toliko ti je prijetno početi te stvari. In se mi zdi, da vsak pri sebi bi mogel najti ta stanja, zato da ne, se na ta način duševno, energijsko hranimo. Ja, sigurno, posebej tako, če si na odru, a ne, si precej v centru in tam tebe, ne vem, 500 ljudi gleda, 350, ne vem koliko, a ne. In čutiš to, ko vsi od tebe pričakujejo, da boš nekaj naredil, na vsako tvojo besedo se odzivajo, a ne, ali pa se tudi ne. In je tudi to kdaj težko, a ne. In jaz sem velikokrat začutil, ja, da po teh nastopih, sečem tam 45 minut, 1 uro, a ne, da potem še ljudje pridejo, se pogovarjajo in ko se v avto usedem, sem jaz tako, prav padec energije, a ne. Ja. In če jih imam pa več na dan, je pa to enkrat takole, puf, in gor dol in to na koncu zvečer je, Si mrtev. ja, dobesedno sem sedel pred televizijo, ugasnjeno, ali pa imel odprto, pa se nisem mogel odločiti, kaj bi pogledal, ali pa sem samo sedel in to je to, a ne. Tako da je energijsko sigurno naporen, ja. Albert Einstein je rekel, ne, vse je energija. In jaz res verjamem v to. Tudi pri voditeljskem delu probam vedno imeti nekje v ozadju to misel, ne, vse je energija. In ti energijo daš, ko si na odru, ker publika rabi to, včasih rabi, da jih dvigneš, motiviraš, da jih nahajpaš, ne, slovenskim lepim izrazom, da jih nahajpaš, da so res tako v neki ekstazi, v nekem pričakovanju in sam dej še. Včasih jih rabiš umiriti, da se skoncentrirajo. Včasih jih rabiš sam voditi po programu, zato da pač ne zaplavajo z mislimi drugam. In to terja veliko energije, ne, ti že enega človeka, da imaš njegovo koncentracijo, že zato gre nekaj energije, pa da imaš 1500 ljudi okrog sebe. To je toliko ene energije, ki jo moraš dati, ampak ne, energija ne nastane iz nič in se je ne da izničiti, zato ta energija pride nazaj.
Se mi zdi, da to, kako takšni nastopi ali pa to voditeljsko delo te energijsko lahko izčrpa, vse to dobiš nazaj v obliki aplavza, hvaležnosti, ne, tudi lepih besed. Joj, koliko je bilo danes fajn, Koliko ti si to bila pomeni, dobra. ko na koncu pridejo do tebe pa ti rečejo, Veš kaj, jaz temu rečem božičnica. Tako se mi zdi, ke je bilo pred novim letom veliko govora o božičnici. Jaz kot espeevka je nisem dobila, ampak sem jo dobila v tej obliki in sem prav tako razmišljala, to je to. To je moj regres, to je moja božičnica, to je moja nagrada za uspešnost. Tej lepi maili, besede, ki ti pridejo v mail, ki jih dobiš v inbox, med pošto, na Instagram, na Facebook, LinkedIn, kamorkoli na sporočilce. A veš, te drobne pozornosti, samo da ti nekdo reče, joj, koliko smo bili veseli, koliko smo bili zadovoljni s tabo, koliko si lepo moderirala, koliko si lepo vodila, toliko je bilo fajn, vsi so zadovoljni. Meni je to to. Jaz rajši dobim takšen mail, takšno sporočilo, kot pa božičnico na TRR. Res, ker to pomeni, da dobro delam in to je dober občutek. Dobro je delati dobro. siguren. In tudi priporočila pol naprej pridejo, a ne? Ja. In tudi, ko si gradila brand, in mislim, so se leto ali pa 2 nazaj pogovarjala, ko si rekla, da se bo zdaj res fokusirala na to Joj. voditeljstvo, a ne? In kako si zgraditi ta brand kot voditeljice, da si ti zdaj to, a ne, da te ljudje potem prepoznajo. Kako si na tem delala? Manj aktivno, kot sem pričakovala, ker niti ne vem, kaj pomeni graditi brand. Pa vmes sem se preizkušala razne stvari. Jaz mislim, da nisem tisti človek, ki bo analitično sedel za računalnikom in zvezkom in razmišljal o možnih strategijah in se potem odločil za najboljšo. Jaz sem tisti človek, ki testira to, pa testira to, pa testira to in potem vidi, kaj se obnese. Hitro sem dojela, da nočem biti take vrste voditeljica, ki je lepa in simpatična in na odru vse super fino fajn, nima pa vsebine. To nisem jaz, mislim, da sem človek, ki ima tudi kaj za povedati. To zveni ful samovšečno, ne. Ne, okej, v redu. Hvala za odgovor. To sem odkimal, no. Da mi razmišljam, če kaj rečem, bom poglobil to tvoj dvom o samovšečnosti. Ne, sejlej, važno je, kaj sama mislim o sebi, ne. Ja, se mi zdi, da sem se nekako prepoznala v tem opisu, da sem ena izmed tistih voditeljic, ki ponudi več kot samo izgled. Kar pomeni, da sem na neki točki sem želela biti tudi influencerka, ker se mi je zdelo, da se to pričakuje, da če si voditeljca, da moraš biti tudi aktiven na družbenih omrežjih. Danes nisem več aktivna na družbenih omrežjih. Objavim tu pa tam še kakšno fotografijo z dogodkov, s prireditev, snemanj, tako dalje, ampak ne objavljam svojega osebnega življenja, ker je to del moje zasebnosti in dvomim, da kogarkoli zanima, kaj jaz počnem v soboto zjutraj. Verjetno tečem, ampak ne. Tako da jaz bi rekla, če je vprašanje, kako sem gradila ta brand, res na podlagi preizkušenj različnih strategij in in samorefleksij, kdo jaz sem, kdo jaz želim biti in koliko časa želim jaz to biti. Če bi želela res graditi to kariero, ne vem, samo v naslednjih 5 letih, bi mogoče pristala tudi na kakšen kratkotrajnejši uspeh. Pa sprejela kakšno ponudbo, ki bi mi na dolgi rok lahko škodovala. Tako se pa vedno vprašam, a to sovpada z mojimi vrednotami, a je to nekaj, kar paše v moj kontekst, a bo ta prireditev, bom zaradi te prireditve ali pa zaradi tega projekta zrastla, se bolj izoblikovala, spoznala zanimive ljudi, ali bo to samo nek šov, ki ni v resnici ne sovpada z mojim svetom ali pa z mojim brandom, če se tako izrazim. Ampak je težko recimo slediti samo tem vrednotam, včasih moraš tudi kakšen kompromis sprejeti. Ja, kompromisi.
Ali pa konsensno, da se lepše sliši. Ne, saj kompromisi so fajn, jaz sem trmasta po naravi, tako da običajno probam doseči svoje. Je težko, sploh zaradi tega, ker to je isto kot telefoni. Ne? Tista reklama tam ti je tako zelo memljiva, da moraš imeti res močno voljo, da se ji upreš in da rečeš, a res to rabim. In isto je z dobrimi, mamljivimi projekti. Jaz se tudi moram vprašati, a res to rabim, a res to želim, a mi bo prijetno to početi. To je meni najboljši pokazatelj, ali nekaj sovpada z mojimi vrednotami ali ne. Odgovor na vprašanje, a mi bo prijetno to početi. Meni je ful neprijetno snemati samo sebe za družbena omrežja. Zakaj potem to počnem? Ne? Zato sem nehala to početi. In recimo isto je z raznoraznimi sodelovanji. Če je neka prireditev, ko si rečem, joj, kaj bi si jaz mislila, če bi sebe videla zdaj na tem odru, a bi bila tako, oh, you go girl, ali bi bila, kaj pa ta tukaj dela? Če je odgovor, kaj pa ta tukaj dela, zavrnem ali pa postavim toliko zelo visoko ceno, da jo naročnik ne sprejme. Če jo pa sprejmejo. Če je sprejme, ni se še zgodilo. Tako da trkam na ni tole, ni les, ampak recimo. Velja vseeno, ne? Velja. Ja, to je kar, včasih se je težko opreti malo kakšnim stvarem. Ali pa takrat, ko pride kriza, recimo, Ja, ko Kdaj- pride kriza. Ja. da rečeš, zdaj pa sem pripravljena na Pa kompromise. nisem. Ne, res. Imela sem zdajle pred časom eno res dobro ponudbo, kjer bi imela ful prostih rok pri oblikovanju neke vsebine. Ampak ne, zakaj bi to počela? Prav digitalne vsebine. Digitalne in medijske vsebine. Ampak ne sovpada s tem, kdor jaz sem. Ne bom počela tega. Ja, Ja. meni je zanimivo, kdaj dobim vprašanja, če delam coaching ali pa delavnice, a ne. In vmes sem pol probal, ja, nekaj, zdaj pa to je slog dražje prodam, bla, 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 ne, ampak na koncu sem ugotovil, da ni to moj fokus in napišem, žal ne, jaz nimam niti strokovne podlage za coaching, delavnic ne delam, ker vsebinsko nimam toliko, trenutno ni moj fokusa, ne posvečam, sem rekel, če kdaj bom sporočal, ampak trenutno ne, a ne. In je veliko lažje, ko to skomuniciraš in takoj daš vedeti, da če ne pol prodajaš eno stvar, ki jo nisi pripravljen delati, ali pa, tako kot si rekla, nisi niti usposobljen za to in na koncu je naročnik razočaran, ker Tako. nisi tega dostavil, kar si obljubil, ali pa si ti v bistvu sebe ful preveč obremenila za to, da pol drugi projekti trpijo. Pa tudi uporabil si besedo fokus. To se mi zdi, da je ključnega pomena pri grajenju neke blagovne znamke ali pa neke dolgoročno vzdržne kariere. Včasih sem bila zelo razpršena. Tako sem imela tisoče različnih stranskih projektov, ki v resnici, jaz mislim, da so bili en tak plan B. Tako, just in case, če mi s voditeljstvom ne uspe, da imam odprtih še par stvari, ne? Ker kaj pa veš? Danes nimam več planov B, ker pač sem 100% fokusirana na svoje delo in če bom imela plan B, bo moja energija uhajala še drugam. In če slučajno, čez nekaj let, mesecev, kakorkoli, ugotovim, da zdaj pa ne morem več delati tega, kar počnem, bodisi ker finančno ni vzdržno, bodisi ker ni projektov, bodisi ker mi ni več zanimivo, bom pač na tisti točki iskala nekaj drugega. Zdaj mi je pa to super. Zakaj bi zdaj pa imela plan B? Samo zato, da se počutiš bolj varno, ne? Ampak to je iluzija varnosti. Skozi sem bil še tudi team manager v odbojki, oziroma, ja, mislim, pa sem že motivacijske precej nadgrajeval in sem bil na enem coachingu pri Tanji Skazi. In je rekla takrat, ne moreš na 2 točkih sedeti. Tako. A želiš biti uspešen pa dober v nečem, delaj eno stvar, ne 2, a ne. In dejansko sem začel na koncu dojemati, da mi ena in druga stvar kradeta čas, a ne, za drugo.
Če želim nekje biti res dober ali pa učinkovit, ne moreš druge, kjer si tudi to želiš, a ne. Eno je, da imaš nek hobi, pa zraven počneš in Ja, ampak to je čisto drugo, ne? ja. Koliko imaš zdaj projektov? Enega. Enega? Ja, sama sebe. Pa TEDx. Ja, pa to je tudi res. Ne, jaz mislim, da imam en projekt, ki samo pač se materializira na različnih področjih. Še vedno sem v prvi vrsti voditeljica. Zdaj se pa razlikuje, ali sem voditeljica na radiju, ali na televiziji, ali pa na prireditvah. Vloga je vedno enaka, sam medij je drug. Tako da, če se moram opisati, sem voditeljica in to je moj glavni projekt. In tudi recimo pri TEDxu, kjer sem vodja govorniške ekipe, praktično samo z te svoje veščine voditeljstva, napovedovalke, moderatorke, kakorkoli nas ljudje označujejo, predajam dalje. Tako da se vse, v resnici stična točka je to voditeljstvo. Zato pravim en projekt. Koliko se pa razlikuje komunikacija med recimo različnimi mediji, rekla si radio, televizija, voditeljstvo, prireditev? Zelo. To je meni, zato je ta svet meni toliko privlačen in toliko zanimiv, ker se ga ne naveličam in ker je vedno zahteva malo prilagajanja. Na odru, prej sva govorila o energiji, na odru moraš ti ful energije dati, da sploh pride do ljudi, ker so na neki distanci. Pa dobivaš jo nazaj, takoj jo dobivaš nazaj. In se mi zdi, da se ful čuti ta povezanost s publiko. Zaradi tega so prireditve meni osebno najljubši del mojega dela, ker imam ljudi na drugi strani in jih vidim. In vidim njihove nasmeške, vidim njihovo presenečenje, vidim človeka na drugi strani. In na odru moraš biti malo bolj ekspresiven, malo bolj suveren, malo bolj pompozen, ne nazadnje glamurozen. Ker se energija razprši na 1500 ali pa na 1000 ali pa na 500 ali pa na 200 ljudi, ki te gledajo in poslušajo. Na drugi strani imaš televizijo, ki ima olajševalne okoliščine, dajmo tako reči. Torej, ti na televiziji sebe predstavljaš tudi z obleko, z izgledom, z glasom, sigurno, tudi s kretnjami, mimiko. Na radiju tega nimaš. Na radiju imaš samo glas. In zanimivo je primerjati, kako recimo zveniš, recimo, če bi enako govorila na televiziji in na radiju, bi bilo smešno. Na radiju bi izpadlo, kot da se malo pačim, na televiziji bi bilo pa verjetno videno kot ravno prav. Na radiju je toliko intimen medij, da rabiš res prilagoditi svojo govorno in glasovno podobo tej eni napravi, ki se ji reče mikrofon. Radio, mislim, oziroma moja ocena je, da zahteva malo bolj umirjen pristop, malo bolj intimen, sproščen, manj ekspresiven. Medtem ko je televizija še vedno malo bolj ekspresiven medij. Tako da so te različne nianse in včasih je težko si reči, zdaj sem pa na televiziji ali pa zdaj sem pa na radiju in potem prevzeti ta stil vodenja. Ampak meni to ful paše, da ni skozi isto. Si gledala film Good Morning Vietnam? Gledala sem v lep čas nazaj že. Good morning Vietnam. Zakaj? Ker tam je zelo ekspresiven. Ja. Ampak meni se je zdel ta film tako kot navdih, ki je on nekaj delal, čeprav je bil tako najbolj shitty soldier, mislim, najbolj nesposoben vojak. Ampak ko je pa prišel pred mikrofon, je pa dvignil celo bazo, in kot ta passion najdeš, ko lahko nekaj dobro delaš, tudi če si v nečem slab, In ko te ljudje porivajo v to, da delaš nekaj, a boš celo življenje voditeljica? Ja, zakaj ne, Zato, ker si dobra v tem. Zakaj bi morala nekaj drugega početi? Ja, itak. Pa zaradi tega, ker so ljudje polni nasvetov, ki
verjetno veljajo za njih, ker vedno izhajaš iz sebe, iz svoje perspektive, iz svojega življenja in nekaj, kar je tvoja resnica, ni nujno moja resnica. Ne? Zaradi tega Moja resnica je boljša. tvoja valjda, itak, pravilnejša, In tako, ja, boljša, ja, ne, ja. modrejša Bolj in vsi popolna. ostali pridevniki Tako, zraven. tako. Ne? Tako, Kjer moja je- je pa pač moja. Kjer je najboljši nasvet, ki si ga dobila? Vse lahko jih je več, ampak Najboljši nasvet, ki sem ga dobila. Ne vem. Jaz imam težavo s poslušanjem nasvetov, moram sama priti do njih. Je pa najboljši, a lahko povem najboljši stavek. lahko. Mami mi je ob mojem 30. rojstnem dnevu napisala pismo in je not napisala, da sem, napisala je tako: Klara Eva, ti življenje zajemaš s polno žlico. Da sem, v smislu, kot taka sem bila že kot otrok. Jaz ne morem se ne strinjati s tem. To je najbolj, to je, mislim, da stavek, ki me najbolj opiše in ki včasih razmišljam o sebi in o svojem življenju in o delu in sanjah, prihodnosti, družbi. Si vedno rečem, pa ja, pa saj jaz zajemam življenje s polno žlico, saj to jaz sem. In prav je, da si nafilam to žlico. In to je stavek, ki mi pomaga včasih, ko dvomim o sebi, da ne, da si rečem, ne, to ti si. Ne. Tako pomirja me po eni strani, po drugi strani pa navdihuje, ker sem tako, ja, kaj vse nas še čaka. Ker ne, ni to tako Ja, fajn. se mi ful butasto vprašanje zdaj poraja, ne? Ampak ga Povej. moram reči. No dej. Je Vse to- sem vajena. Je to čajna ali jušna žlica, no? Good question. Jaz sem si vedno predstavljala jušno žlico. Aha, da je Ker večja, tisto je ne? žlička, Ja, to je pa žlica. Ja, okej, tako. lepo, ja, mislim, mogo bi že prej to razmišljati. Ne. Ne malo Ne heca, mogo. no, ampak glej. je res ja to, da zaživiš s polno žlico in res živiš svoje sanje. Pa to bi vsak mogel, kaj ne? Tako, vse, česar si zaželiš, zajemi s polno žlico. Ne? Ja, To se meni zdi tako dobro. Pravilno se mi zdi. kaj pomisliš, ko ti ljudje rečejo, to se ne da? Ti bom dokazala, da Si se zdaj se povedala. Čakaj, da ti to kažem nasprotno. Po mojem je to bila zdaj taka zelo instinktivna reakcija, tako da zelo pristna. To se ne da. Jaz imam to težnjo, da ljudem dokazujem nasprotno. Če mi nekdo reče, da se nekaj ne da. Ne bom verjela, dokler ne probam. Prav, ne moreš postati najboljša voditeljica v watch me. Sloveniji. Se ti pravim. Challenge accepted. Challenge accepted, se vidimo čez 15-20 let, ne? Ali ne vem, kdaj ljudje dosežejo svoj vrhunec v karieri. Ne bi vedel. No, Mogoče pol na koncu, ko jih gledaš vse iz druge, ne, upam, da nisem ne. je lahko je gledati za nazaj, Ja, pa in- reči, in- in pol tukaj sem rečeš, bil pa v svojem Ja, vrhuncu. ja. Ja. Ampak to razmišljanje, da ničesar ne želiš obžalovati, ampak to, da ko gledaš nazaj, ne, da rečeš, meni je bilo enkrat, ne vem, tisto boljše razmišljanje, ko gledaš nazaj, a se rajš vprašaš, zakaj sem to naredil, kot pa kaj pa, če bi zdaj to poskusil. a Ne? Ja. Včasih toliko stvari je, ki nas včasih držijo nazaj, pa nas obremenjujejo v življenju, bremzajo. Mhm. Tako, a ne bi bilo samo lažje spustiti se to, pa narediti tudi kako neumnost. Sej, ne, na vsako pravo odločitev verjetno pridejo 3 napačne, ampak saj se naučiš nekaj iz njih, imaš izkustvo, nekaj izkusiš, nekaj spoznaš o sebi, življenju, ljudeh okrog tebe. Ni napačnih odločitev, ni slabih odločitev, tako, vsaka je za nekaj dobrega. A verjameš, da je vse mogoče? Verjamem, da je vse mogoče. Ja, jaz mislim, če ne drugače v naših sanjah in mislih. Sej, brala sem
zdaj upam, da ne poslušajo tega kaki nevroznanstveniki in so tako, ne, tole ni prav, ampak če poslušajo, prosim, naj mi sporočijo drugače. Ampak brala sem en članek o tem, da naši možgani ful težko razlikujejo med resničnostjo in našimi fantazijami. Tako da, ja, vse je mogoče, že sam, če fantaziraš o tem, da letiš, na nek način letiš, ker se postaviš v nek tak občutek ali pa v neko to miselnost, kako bi bilo, če bi pa zdaj dejansko letel. Tako da, ja, ni nemogoče stvari. No, vse, kar doživljaš danes, si enkrat že Ja, sanjala o tem. ja, to pa definitivno. Prav si sanjala, da bi na podcastu. Valjda, sanjala sem tebe na tisoče načinov, tudi v podcastu. Ja. No, ja. To režemo. Kaj bi še za zaključek povedala? Evo, zdaj moraš še eno modro misel sestaviti. Joj. Nujno. Tako kratko, dvostavčno, evo. Dvostavčno poved, dvostavčno misel. A v S-strukturi dvostavčno, kot da ima dva stavka? Glavni stavek kot visnik, veš, kaj te sprašujem? Ne. Vidim, da si bolj strokovno Ne, podkrepljena. V Tako redu, da, v redu. Kaj bi povedala poslušalcem oziroma gledalcem? Ali nasplošno Mladim, tebi? mogoče. Mladim. jaz bi rekel mladim puncam ali pa tistim, ki se z njimi ukvarjajo, Ej, ne se bat. Tako, bodite pogumne, bodite pogumni. Ker življenje je en tak velik peskovnik in fajn je sprobati različne igre. Fajn je sprobati različne igračke v tem peskovniku in tisoče teh zrn, tisoče drobcev peska je. Vseh pač valjda ne bomo mogli prešteti in odkriti, potipati v tem življenju. Čeprav bi bilo ful dobro, če bi lahko. Ampak dejte tipati okrog sebe, dejte raziskovati, dejte se igrati v tem peskovniku. Naj vas vodi res ta nek pogum. To bi bilo moje sporočilo. hvala, ker si si vzela čas Hvala za in povabilo. delila svojo zgodbo, modrosti, izkušnje. Z veseljem. Jaz verjamem, da boš še zelo visok, da boš še veliko tebe slišal. Hvala. Enako. Hvala. Ljudje me vedno sprašujejo, kako si dosegal svoje cilje. In odgovor je zelo preprost. Dovolj znanja in dela. Ne potrebuješ licence, ne potrebuješ milijonov, potrebuješ samo znanje in pogum, da začneš. In kot svetovalec za plemenite kovine si gradiš svoj posel. Ustvarjaš aktivni prihodek, ko svetuješ, pasivni prihodek pa, ko tvoja mreža raste. Jaz sem se iz bazena preusmeril v podjetništvo in ti lahko narediš isto. Vprašanje ni nikoli, ali zmorem, ampak kdaj začnem. Več o ponudbi pa preveri na povezavi spodaj.